Jaz sem si pripravil 15 slajdov, no, pač so mi rekli, da ne smem biti predolg. Imamo naslednje leto verjetno najbolj investicijsko polno leto v Hrastniku v zadnjih 30 letih. Jaz sem zračunal na hitro, da te investicije, ki vam jih bom danes pokazal, so poleg občinskega denarja še državni denar v višini skoraj 42 milijonov evrov, kar močno presega okvirje hrastniškega proračuna. Hrastniški proračun, ki ga potrjujemo v četrtek, je v višini 17 milijonov 682 tisoč evrov, kar pri 8939 prebivalcih, kolikor kaže SURS, pomeni skoraj 2000 evrov na prebivalca proračuna. Jaz mislim, da imamo najvišji proračun na prebivalca v Zasavju in da smo v tretjini najvišjih v državi. Kar pomeni, da smo v resnici precej ambiciozno zastavili proračun za naslednji 2 leti, ker gre v večini za projekte, ki se bodo začeli 25, končali 26, nekateri celo 27. Zakaj je prišlo do te dinamike ravno sedaj? Čist preprost razlog je, ker smo zdaj nekje sklad za pravičen prehod, nekje pa sta pa ključna 2 projekta, ki smo jih zlagali nekaj let skupaj za državo, to sta gradnja doma starejših občanov Hrastnik ter gradnja 84 stanovanj na Resnici. Tako da zdaj, če grem kar po vrsti, zdaj informacije, ki jih lahko delim z Resnico, tole slikce niso najbolj nove, no, so eni renderi, ki jih imamo. 84 stanovanj, ta informacija nova, do zdaj smo imeli 72 planiranih, vendar smo imeli željo, da bi bilo 1/3 lastniških, 2/3 najemniških, ker smo se po pogovorih z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije odločili, da bi bil celoten projekt najemniških stanovanj, celoten projekt stanovanj na Resnici najemniški, je zdaj ratalo 84 stanovanj, ker po anketi, ki smo jo izvedli nekaj let nazaj, 145 ljudi je sodelovalo, dober dan. V tej anketi so bile želje po lastniških stanovanjih, da so mečkeno večja stanovanja, pri najemniških pa mečkeno manjša. Tako da smo se odločili, da preprojektiramo zadevo in naredimo mečkeno manjša stanovanja. Tako da 84 stanovanj bo na tem projektu zgrajenih, od tega naj bi jih 50% sofinanciral sklad Republike Slovenije, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 1/4 Spekter in 1/4 občina Hrastnik. Mi se zavedamo, da je to velika številka za občino Hrastnik in da je to regijski projekt stanovanjski, ki je verjetno največji od samostojne Slovenije naenkrat v Zasavju. Zato smo se na ministrstvo obrnili za prošnjo, da spremeni pravilnik o dodeljevanju stanovanj. Trenutno lahko občine dodeljujejo stanovanja samo občanom, ki imajo stalno bivališče v občini, kjer zaprosijo za najemniško stanovanje. In moram priznati, da je tukaj šlo ministrstvo na maksimalno na roke in že meseca novembra ali oktobra, konec oktobra, mislim, da je bilo spremenilo pravilnik, tako da lahko v bistvu dodeljujemo stanovanja vsem tistim, ki jim lahko dodeljuje stanovanja tudi Spekter. Se pravi, področni stanovanjsko podjetje. Spekter ima v svojem programu sedaj Litijo, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik in tudi občino Laško. Na vseh občinah, kjer ima Spekter pristojnosti, tako da to je korak v pravo smer, da bo to res regijski projekt, ne projekt občine Hrastnik, ker tak je bil tudi dogovor med župani, da so akrobati projekt, ki je regijski projekt, in da drugo so stanovanja, ki je prav tako regijski projekt. Tako da mi torej planiramo, da bi še pred poletjem zagnali stroje in začeli s tem projektom. Tole slikco ste videli že ničkolikokrat. Ta projekt naj bi 3. maja pridobil PZI in šel v izbor izvajalca v mesecu maju in bi začeli za uvedbo v delo nekje pred občinskim praznikom. Se pravi, konec junija bi začeli graditi ta največji projekt na področju starejših, se pravi dom starejših občanov. Gre za investicijo, ki je ocenjena za enkrat na
dobrih 18 milijonov evrov državnih sredstev. Če grem kar naprej, tretji projekt je vezan na sklad za pravičen prehod. Gre za komunalno ureditev obrtne cone Rudnik. Približno vse, kar vidite na tej sliki, spada pod obrtno cono Rudnik. Komunalna ureditev pomeni, da bomo v spodnjem delu vsem lastnikom, ki so kupili prostore od Rudnika, uredili meteorno, fekalno vodo, uredili dovoze. Prav tako se bo noter pripravilo vse ostale jaške za novo vodovodno cev in za telekomunikacije. Edino, kar je bilo že na tem objektu urejeno v preteklosti, je elektrika, ker imajo zdaj vsak svoj števc. Vse ostalo je še vedno, kot je bilo v času enega odjemalca, to je bil Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Tako da mi si želimo, da bi ta projekt v višini dobrega 1,5 milijona začeli nekje v mesecu maju, juniju in zaključili do konca leta 2026, kot je pri vseh teh 3 projektih, ki jih delamo za savske občine preko sklada za pravičen prehod. Prav tako se v zgornjem delu, to je ta del, ki je od kompresorske postaje pa Machine House do Mlakarjevega stanovanja, ureja komunalna ureditev za kasnejše objekte, da jih lahko priključimo na vse komunalne vode. In v tem sklopu delamo drugo leto še ta projekt, ta bo pa verjetno prvi, ki se bo začel. Mi si želimo, da bi že v konec meseca aprila lahko začeli z samo gradno, konec meseca decembra zdaj zaključujemo s PZI-jem, se pravi, potem sledi razpis za izbor izvajalca in ocenjena vrednost je dobrega 1,5 milijona. Tudi ta projekt ampak moramo zaključiti v letu 2026. Naša želja je, da ga zaključimo nekje do junija 2026, ko začnemo v bistvu tudi z delovanjem podjetniškega inkubatorja in kup prireditev bo seveda zaživelo v tem prostoru. Tale slikca je nekaj, kar zdaj še niste videli, ker jo danes prvič pokažemo izven naše pisarne. Tole naj bi bila končna podoba Vile Desepi. Eno širšo novinarsko konferenco skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine ter s projektanti bomo imeli v konec meseca januarja, kjer pričakujemo, da bo do takrat tudi prvi odziv na razpis, na katerega smo se v novembru prijavili. Zaenkrat točne številke obnove nimamo, ker je v razpisni dokumentaciji seveda predviden, da se naredi v tem sklopu, če bomo dobili denar, konzervatorski načrt. Konzervatorski načrt zajema podroben popis vseh stvari, ki jih moramo v tej vili opraviti, in takrat bomo imeli približno končno oceno, kakšen bi bil plan prenove. Si pa želimo z 1 milijonom, kolikor bomo na tem razpisu uspešni, kandidirali smo namreč za 1 milijon evrov, si želimo hišo zaščititi pred nadaljnjim propadanjem, podreti okrog 3 črne gradnje, ki so se zgodile. Če vidite to slikco, pa si predstavljate, kako je danes pri sami vili, je tam na levi strani še en prizidek, ki ni bil prvotno noter, zadaj se drži vile še ena garaža, ki je bila tudi narejena na črno, prav tako so na črno narejene garaže, ki so levo od te vile, tako da je želja za VKD je, da se vse objekte na črno odstrani, da se prečisti celotna hiša, da se spelje vodo iz teras v cevi, ker danes tečejo po celi fasadi in s tem uničujejo objekt, in da se uredi celotna hidroizolacija okrog objekta. Naj povem, da ko smo vilo prevzeli od steklarna, da je bilo 5 cm vode v kleteh in da smo samo z najnujnejšimi ukrepi, ki nas niso nič stali, to pomeni prezračevanje, urejanje, da smo so zelenje odstranili, pa en mečken očistili vse žlebove in kanale, naredili to, da danes vode v vili več ni. Tako da to so te prvi ukrepi, ki jih želimo. Če bomo uspešni na razpisu, se pravi, gre za to, da bi želeli stolp do razgledne ploščadi na vrhu, kjer vidite tudi eno osebo na tej idejni zasnovi 2026 odpreti, da nam bojo priskočili na pomoč tudi v steklarski godbi Hrastnik, ker se bo dali tiste prostore, ki jih danes steklarska godba v sosednjem objektu uporablja,
uporabiti tudi za kakega gosta, ker tam imamo tudi WC-je, da bi se dali tudi kaj pokazati. Tako da več pa, kot sem rekel, konec januarja z projektanti in z VKD-jem zelo podrobno predstavitev tega, kar imamo, ker vemo že veliko. Noter je ena goba, ki jo bo treba ven spraviti, zato da se objekt tudi zavaruje. To ni najboljša informacija, ampak treba je biti realen, pač objekt bi lahko bil v boljšem stanju. Ta €1 milijon je to od Ministrstva za kulturo? Drži. To gre za razpis lokalnih in državnih spomenikov na vzhodni kohezijski regiji, kjer smo se lahko občine prijavile za maksimum €1 milijon. Svojega deleža razen DDV-ja tukaj ni in izbranih bo po naših informacijah okrog 16 projektov iz te regije. Bilo je pa 52 prijavljenih na razpis. Ogled občinski je bil, naši zaposleni in občinski svetniki so si vilo skupaj s projektantom ogledali. To bomo naredili, kot sem rekel, tudi za novinarje na novinarski konferenci, ki bo, jaz upam, da konec januarja, začetek februarja, okrog kulturnega praznika, najkasneje naj bi dobili te rezultate. Mečkeno smo spremenili načrt. Najprej smo mislili, da se bomo naslednje leto na las prijavili z počivališčem za avtodome in odločitev je bila na koncu, da glede na to, da delamo komunalno ureditev in da je ta hiša že nekaj časa čaka še naprej ostanek vsebine, v 1/4 je že danes vzpostavljen in urejen Mlakarjevo stanovanje kot muzejski del, bomo se lotili do leta 2026 preko lasa urejati, seveda moramo biti najprej uspešni na razpisu, urejati še ostale 3/4 in potem odpreti te enote za potrebe hostla na rudniškem območju. Nadaljevanje projektov sončnih elektrarn na javnih strehah je za nas pomembno. Naj povem, da pričakujemo, da bomo še v tem mesecu začeli z nameščanjem sončne elektrarne na zdravstvenem domu Hrastnik. Gre za zadružno elektrarno, kot je bila sončna šola Hrastnik. Prav tako pa čakamo zdaj še razpis, ki je bil za javne strehe na MZI-ju, kjer gre pa 100% lastništvo občin za podjetniški inkubator, ki bo tudi v bistvu samooskrbna hiša, in za godbeni dom, prek katerega bomo poleg godbenega doma napajali tudi celotno knjižnico v Hrastniku. Naša želja seveda je, da fiksne stroške zmanjšujemo in pridemo čim dlje tudi pri tem, da bi lahko ponudili tudi komu v okolici, kot smo začeli za zadrugo, pa se je izkazalo kot primer dobre prakse, seveda kapaciteta je zdaj manjša, kot je interes ljudi. Je pa dobra stvar tudi ta, da smo uspeli s podjetjem HSE podpisati dogovor, kjer bomo dobili 10% električne energije iz novo zgrajene sončne elektrarne na Prapretnem, ki naj bi bila odprta naslednje leto septembra po proizvodni ceni. Proizvodna cena ne pomeni samo nabavne cene, ampak pomeni tudi minus tisti denar, ki ga HSE pričakuje od sklada za pravičen prehod. Zdaj, v grobem bi to pomenilo, da bomo se gibali na ceno pod 50 € na kilovat, kar je v resnici ena najcenejših variant v državi. In s tem želimo seveda zmanjšati javno porabo. Želeli bi zmanjšati to elektriko usmeriti v javno razsvetljavo in v vodovode. Vemo, da je Hrastnik zelo hribovit teren, kar pomeni, da imamo ogromno črpalk in na ta način se bo dal ta strošek mečkeno tudi zmanjšati. Zdaj, kar se tiče revitalizacije celotne obrtne cone Rudnik, na desni strani so eni napisi različnih projektov, ki jih na tem območju želimo delati. Naj povem, da je to zaenkrat delovna verzija, da jo bomo imeli do sredine januarja tudi to delovno verzijo zaključeno. Na tem območju smo zaznali preko 20 projektov, za katere bomo zdaj, nekatere že imamo, seveda, ker so bili že predstavljeni danes, ampak za vse ostale
bomo iskali evropska sredstva, tam, kjer bomo hitreje lahko prišli do denarja, tisti projekt bo imel prioriteto. Ni prioriteta, pač, da gremo po nekem vrstnem redu, zadeva je takšna, da želimo imeti v predalu 20 projektov in potem glede na razpise projekte tudi realizirati. Delamo po principu novega evropskega Bauhausa, kjer si želimo, da bi čim več takšnih površin, kot je ta, zaživelo v povsem novi luči. Namreč novi evropski Bauhaus pravi, da je potrebno že zgrajenim objektom dati novo življenje, da je treba zadeve odpreti tako na način, da je prijazno tako za aktivnosti, ki so v njih, kot tudi za prebivalce, ki živijo na tistem področju, in da se ne sme pozabiti tudi na zelene površine. Se pravi, tukaj bomo šli čisto po tem receptu in si želimo, da bi to območje skupaj z Resnico, ko je mečkeno više na tem območju, lahko prikazovali čez, jaz bi rekel, 5 do 6 let kot en boljših primerov revitalizacije industrijskega območja po sami obnovi. Ena od investicij je tudi reševalno vozilo, ki ga pričakujemo čez dobro 2-3 mesece. Tega smo že letos imeli v planu, pa verjamem, da ga bomo zdaj dobili. Tole ni nov most čez Savo, če je kdo gleda. Slikca je verjetno Ptuja, ja, ker je podjetje iz Murske Sobote. Kako pa to pomeni najvidnejše na svetu, tu me pa razumemo? Da te zaslepi, ko te prehteva. Ne, tako me zanima. To je vprašanje za gospoda Podlunška, Hrastničana, ki ima to firmo v Prekmurju. Hrastničan? Jo. Ja. Tako da... Ekstra so okolje in okusje. Ja, mora nekaj mora biti, če nekaj ne bi kupila. Ja. Seveda. Pa največja firma je v Sloveniji, v bistvu edina, ki se s tem ukvarja. Smo ponosni, da Hrastničani delajo dobre stvari tudi izven naše regije. Zamenjava strešne kritine, tole je že nekaj časa pereč problem. Mi smo upali, da bomo šli v energetsko sanacijo, vendar žal financ za celotno energetsko sanacijo v naslednjem letu zaradi obilice drugih projektov ni, tako da smo se odločili, da samo strešno kritino zamejamo. Mi imamo kar nekaj defektov na sami strehi glasbene šole, tako da si želimo s tem na ta način narediti vsaj tak korak, da ne bo voda prepuščala v zgornje prostore. To je glasbena šola. Tisto je glasbena šola, ja. Tule, ki ste se peljali malo nižje ob cesti, je ta šola. Potem imamo ureditev ceste skozi Dol, ta je pa edini projekt, ki ga finančno nimamo pokritega, ker državna sredstva v proračunu za enkrat za leto 2025 predvidevajo 300 000 evrov, kar je premalo za začetek gradnje te ceste. Gradna cesta je ocenjena za enkrat med 2 in 3 milijone. Delala se bo v vsaj 2 fazah. Prva faza pa je približno to, kar vidite na fotografiji oziroma na tej skici. Če pogledate na čisto desno stran, tam se je tam pri napisu Hrastnik Šmarjeta se je zaključila preplastitev ceste Marno-Forstek. Od tistega napisa Hrastnik Šmarjeta pa vse do tega, do kam sega tale zadeva, pa je v bistvu izgradnja prve faze. Zakaj je prva faza? Zaradi tega, ker imamo na spodnjo stran povsem nov uvoz lokalne ceste, ki se priključuje na državno cesto. Če mogoče pokažem, tule je meja lokalne ceste, tale je več kvadratna, se pravi, tole mora občina zgraditi, tole pa je državna cesta. In dokler mi tega uvoza nimamo, ne moramo delati naprej, ker tam pride ukinjen zdajšnji dovoz mimo šole, tam ne bo več prometa. Tako da je ta prvi del prve faze je pogoj za to, da lahko sploh nadaljujemo. Tako da v centru Dola ne bo več križišča, bo samo še prehod za pešce. Tule je pa kje pa? To je pa proti Forsteku, tam, ko so se rušile hiše, pa ko se še bojo rušile hiše. Ja. Tako da projektiranje, tole vidite zdaj po moje prvič, kakšne 14 dni nazaj smo to varianto dobili, ker smo šli preprojektirati to celotno površino. Zakaj smo šli preprojektirati? Prva rešitev je bila v bistvu nadarjena približno takole, kar pomeni, da bi ta del onemogočil kakršnokoli
gradnjo oziroma kakršen koli razvoj in ker je tale površina v celoti namenjena potem za poslovno dejavnost, kjer bi pa lahko enkrat bil tudi trgovski center, za katerega je bilo nekaj interesa. Naj povem, da je lastnik večine teh površin na severni strani Direkcija Republike Slovenije pristojna za ceste, vsa ostala površina pa je v lasti podjetja Forstek. Tako da občina to ni lastnik, je pa po pogovorih s Forstekom je tukaj želja, da bi bili v spodnjem delu, ker je teren takšen, da bi se dal narediti v spodnjem delu, to je tam ob potoku, obrtne prostore, v zgornjem delu pa potem trgovski center. Zdaj, kaj bojo naredili lastniki, seveda ni v domeni občine, ampak želja je z njihove strani, da se potem skozi OPPN pripravi površina nekje do konca leta 2026, zato da se na tem delu lahko potem nekaj gradi. Kot sem rekel, naša želja je, da skupaj z vsemi poslanci iz Zasavja najdemo rešitev v državnem proračunu. Neuradno smo dobili zagotovilo, da naj bi šlo za prerazporeditev tega denarja, da pridemo vsaj do 1 milijona za to prvo fazo, ker druga faza bo majčkeno dražja na državni strani, ker gre za cesto, ki posega pa v brežino nad pokopališčem in je tam majčkeno bolj zahteven del državne investicije. Tukaj v resnici državna investicija gre praktično po ravnini z razširitvami in priključkom na spodnji del. Tako da mi bomo naredili vse, da bi pri prvem rebalansu ali z prerazporeditvami na državnem nivoju prišli do še 700 000 evrov za leto 2025, da lahko začnemo s to cesto. Prav tako imamo željo, da bi v mesecu januarju povabili na občino oziroma v občino tudi pristojno ministrico z otvoritvijo ceste mimo obrtne cone Steklarna TKI, ker ste se zdaj peljali zdaj ste se peljali brez semaforjev. Semaforji ste videli, da so zdaj odstranjeni, kar pomeni, da razen nekaj ograj ter dela v potoku še neki del poteka, so dela na cesti več ali manj zaključena, tako da ta investicija v višini 1,5 milijona na državni cesti je načeloma končana. Na sami obrtni coni je bilo pred dobrim mesecem pridobljeno uporabno dovoljenje. To smo lansko leto povedali, da imamo 1 leto časa za pridobitev in zdaj je naslednji korak, da podjetji Steklarna Hrastnik in Tovarna kemičnih izdelkov začneta z gradnjo. Naj povem, da je Tovarna kemičnih izdelkov že pridobila veljavno gradbeno dovoljenje in da ima v mesecu februarju, marcu namen začeti z gradnjo svojega dela obrtne cone, medtem ko Steklarna Hrastnik trenutno zaključuje z idejnimi zasnovami in potem pričenja z pridobitvami vseh dokumentacij za gradbeno dovoljenje. Zdaj, kakšna bo vsebina steklarne, je bolj vprašanje za njih. Nazadnje, ko smo se pogovarjali, je ponovno v igri dekorirnica oziroma orodjarna, ampak kot sem rekel, mislim, da je to vprašanje, ki ga bo lažje odgovorila Steklarna Hrastnik z svojimi načrti. V glavnem, zakaj ministrico vabimo v Hrastnik? Tudi zato, ker želimo, da ji vi in mi postavimo skupaj eno vprašanje, kaj se dogaja s cesto Hrastnik-Zidani Most. Lansko leto julija je ministrica ob prisotnosti vseh županov in poslancev v Ljubljani na novinarski konferenci obljubila, da bo konec leta 2025, to je, se pravi, naslednje leto, v Hrastniku, da bojo brneli stroji in da se bo začel graditi most čez Savo. In jaz verjamem, da bomo imeli zelo natančne in korektne odgovore strani države konec januarja, kje smo in kaj lahko pričakujemo oziroma kdaj lahko pričakujemo začetek izgradnje te ceste. Kar se tiče sanacije plazov v Podkraju in sanacije te ceste, če je kdo od vas se peljal v zadnjih tednih po tej cesti, te slike so stare že nekaj časa. Cesta je res zaprta, dovoljenje samo za lokalno prebivalstvo. Je pa v tem času bilo narejenega precej, to jaz lahko zatrdim, še najboljš pa je, če se to preveri na terenu ali pa pri kakih prebivalcih. Nekaj usadov nad reko Savo in pod reko Savo s pomočjo hidrotehnika, ki je koncesionar
na tem območju je bilo narejenih, tako da zdaj cesta prevozna vse do tako imenovanih škal, kjer smo imeli v preteklosti veliko težav z skalnim podorom, tako da tam se dela. Prav tako pa smo kakšnih 10 dni oddaljeni od tega, da zaključimo sanacijo celotnega plazu. Na tem plazu je bilo pa res predolgo, so se dela urejala in zdaj smo pred dokončanjem. Vmes je zmanjkalo nekaj denarja na državni strani, ker je morali po sanaciji še hidrotehniku urediti vodotok nad cestiščem in zdaj smo, se pravi, tik pred tem, da bo ta plaz pa končno tudi posaniran. Koordinator ste vi, plačniki pa država? Ne, tukaj je kar zapletena situacija. Vse, kar je vodotokov, je na strani države, vse, kar je niže 2 metra pod cesto, je na strani države. Se pravi, tukaj mora potekati sanacija iz vode do 2 metra je državni del, potem 2 metra do plazu je občinski del, plaz je občinski del, vodotok je spet državni del. Tako da je to kar zapletena stvar bila tudi pri pridobivanju sredstva in dokumentacije. Zato je tudi precej časa trajalo. Koliko je postala sanacija? Sanacija plazu je bila 327, ne me do 1000 natančno za besedo držati, 320 in še nekaj je bilo sanacija plazu. Za ostale dele ceste smo imeli v letu 2024 slabih 700 000 evrov na voljo za sanacijo cest. Poleg tega je seveda še državni del, ki ga pa nismo mi nadzorovali, niti ne vemo čisto točno, kakšne številke so tam bile. Se pravi, iz vode ven pa vodotoki, to je pa še država še nekaj dodatno dala. Mi imamo na tem delu še nekaj denarja za leto 2025, tako da bomo nadaljevali s to sanacijo cest. Imamo tudi nekaj denarja za 3 druge plazove v občini, ki so nastali v avgustu lanskega leta. Tako da mi želimo, da to črpamo naprej in da to uredimo. Mislim, da smo v proračunu kar lep kos pogače namenili tudi zaključevanju tega, da končno enkrat dobimo normalno cesto iz Podkraja proti Radečam. Zdaj, čist takšno, kot bi si jo seveda prebivalci želeli, ne bo. Če vidite, da bo več kot milijon vložka zdaj samo v teh 2 letih, si želimo, da bi to nekaj časa tudi obstalo. Da bi po najboljšem scenariju prevozna spet cesta do Radeč? Cesta bo prevozna za lokalni promet, jaz mislim, da do novega leta. Če ne bo kakih vremenskih neprilik, mogoče kak teden kasneje, ampak na ta način. Je pa zaenkrat, dokler se bodo te vsadi urejali, ne bomo odprli za ves promet, ampak samo za prebivalstvo v tem delu Hrastnika in Radeč. Tole pa je en projekt za prihodnost. Ne vem, če smo že kdaj komunicirali ta projekt, gre za kohezijski projekt. Mi smo zdaj seveda vse 4 zasavske občine določile prioriteto pri kohezijskih projektih. Hrastnik se je pri koheziji zavzel za 2 projekta. Eno je nadaljevanje kanalizacije v prihodnje na področju Prapretna, potem Birmajerjega hriba in Frtice. Ta drugo pa je projekt Zelena ves med Hrastnikom in Trbovljem, kar pomeni, da bomo na območjih, kjer se da vzpostaviti pešpot na poti čez hrib, začeli z urejanjem pešpoti. Tukaj je ena vizualizacija, kako bi pred Bajerjem ta pešpot lahko izgledala, ter seveda gre za nekatere zelene vsebine, ki jih bomo umestili ob Bajer, od Kip do Hrastnika, v bistvu razvijajo to zeleno ves med Hrastnikom in Trbovljem. Ta projekt bo naslednje leto prišel do faze ene konkretne dokumentacije, v samo realizacijo pa verjetno ali druga polovica 26 ali 27 v vseh 4 zasavskih občinah, ker gre, kot sem rekel, za kohezijska sredstva dogovora za razvoj regij. Jaz sem s tem izčrpal ta velike zadeve. Tisto, kar sem pozabil povedati, je, da bomo v letu 2025 praznovali 140 let Sovretovega rojstva, da bo to ena od fokusov, glede na to, da je bil Anton Sovre največji slovenski prevajalec. Naslednje leto načrtujemo tudi državno podelitev nagrade v Hrastniku, ponovno nekaj drugih dodatnih zadev in imamo tudi še drugo, ki ni povsem okrogla obletnica, to je 165 let steklarstva in kemičarstva v Hrastniku, tako
tako da se tudi z obema podjetjema dogovarjamo, da bi na nek način obeležili tudi ti dve obletnici. Prav tako moram povedati, da poleg teh investicij, ki sem jih naštel, pričakujemo večje investicije, kot sem že omenil, strani tovarne kemičnih izdelkov in steklarne Hrastnik in holdinga Slovenskih elektrarn, ki, kot že omenjeno, gradi eno veliko elektrarno na Prapretem, ki bo zopet največja elektrarna, ampak tokrat ne samo v Hrastniku, ampak med Trbovljem in Hrastnikom. Toliko bi bilo z moje strani, jaz sem se poizkušal osredotočiti na večje infrastrukturne projekte, imamo pa še kar nekaj drugih izzivov, ampak o tem mogoče.